Si se kdaj vprašal, kako so vsi ti liki prišli v digitalni cirkus? Kdaj so prišli ali celo kakšna je kronologija njihove abstrakcije? No, prijatelji, za vsem tem stoji razlaga in zgodba. Začnimo. Leta 1999 je podjetje CAA razvijalo svoj najbolj ambiciozen projekt – umetno inteligenco, ki bi bila sposobna sama ustvarjati svetove. Glavna, ki sta bila vključena v ta projekt, sta bila Grant, bolj znan kot Kinger, in tudi Scratch. Ideje Scratcha so bile že pod vplivom nestabilnega uma. V istem letu 1999 so v sistem vstopili prvi preizkusni subjekti. Kinger, Queenie, Scratch, Spike, Ratty, Bisco in Wormo. Ni povsem jasno, ali so bili vsi prvi programerji digitalnega cirkusa, vendar nam je bilo nekaj zelo jasno. Njihov prihod ni bil načrtovan. Pravzaprav lahko vidimo, da je Scratch zelo jezen na Kana zaradi tega, kar je naredil. In kljub temu, da so bili prva generacija likov v neverjetnem digitalnem cirkusu, je presenetljivo minilo leto dni, preden smo videli prvega abstrahiranega v zgodovini. To je bil prav Scratch, isti, ki je dal ideje za ustvarjanje Kana. To se je zgodilo leta 2000. Verjetno sploh niso vedeli, da je abstrakcija možna znotraj cirkusa, kar je zagotovo močno vplivalo na to, da je leto kasneje sledil naslednji abstrahirani. Leta 2001 se abstrahira Bisco, majhen klavn norček v pikčasti obleki. 2 leti kasneje, leta 2003, pade Spike, vijolični dinozaver. Enako se zgodi z Rattyjem leta 2005 in Wormom leta 2006. In končno, leta 2007 se abstrahira eden najpomembnejših likov te serije. To je bila Queenie, ki je bila ljubljena žena Kingerja. Najbolj žalostno je, da je Kinger svoji ženi Queenie obljubil, da dokler bosta skupaj in ne bo pustil, da bi se ji kaj zgodilo. Ne glede na to, kaj se zgodi, te bom vedno. In zdaj greš ti v klet! Sam je videl, ko jo je Kane spravil v klet. Tako Kinger ostane sam. Presenetljivo je, da ni zapadel v abstrakcijo, čeprav je bil 2 leti zapored sam. Ne vemo, ali je v tem času doživljal pustolovščine s Kaneom ali kaj je počel. Toda njegova osamljenost se je končala leta 2009 s prihodom Rahate. In prihod Rahate nas je resnično opomnil, da so bili v objektih C in A še vedno ljudje. Ko se Ragata pojavi v cirkusu, reče: "Fantje, me slišite? Kako naj to odstranim?" Ne vem, kako naj tole odstranim. Ni jasno, ali so bili fantje, s katerimi je govorila, naslednji liki, ki so prišli, ali pa raziskovalci, ki so želeli nadaljevati projekt digitalnega cirkusa. Prav tistega leta smo dobili tudi prihod Kofma in Rožnatega Kiklopa, ki sta sestavljala drugo generacijo likov v digitalnem cirkusu. Leta 2010 je bil Rožnati Kiklop iz neznanih razlogov abstrahiran. Pravzaprav o tem liku skoraj nimamo veliko informacij. Neverjetno je, da je istega leta prišel lik z oranžno pentijo, ki je v digitalnem cirkusu zdržal le 1 leto, saj je bila njegova abstrakcija leta 2011. In prav v tem letu imamo prihod Ribbit, dekleta, ki bo kasneje zelo pomembna v zgodovini. Leta 2012 se cirkusu pridružita še 2 lika, Zajec Klovn in Modra Ostriga. Zelo skrivnostni liki, o katerih prav tako nimamo veliko informacij. Ampak Zajec Klovn praktično ne zdrži dolgo. Najverjetneje doživi abstrakcijo že nekaj dni po prihodu. Modra Ostriga zdrži nekoliko dlje. In potem, leta 2013, pride Jax, ki bi vzpostavil tesen odnos z Ribbitom in Kofmom. Toda tudi to ni bilo dovolj, da bi jo ustavili neizogibno. Kajti do leta 2014 Modra Ostriga doživi abstrakcijo. Toda hkrati pride tudi Gangle, ki se zdi ena najbolj čustveno nestabilnih oseb od svojega prihoda. Toda leta 2016 bi tragedija zavedno spremenila 2 osebi, saj Ribbit doživi abstrakcijo. In to popolnoma spremeni dinamiko skupine, ker je bila Ribbit ena redkih, ki je uspelo ostati stabilna skupaj z Jaxom in Kofmom. Tako da ko Ribbit pade, se Jax zlomi.
postane veliko bolj oddaljen, apatičen in hladen do vseh. In medtem Jax poskuša prenesti to tragedijo. Isto leto pride Zubo, ki bo postal eden zadnjih preživelih iz cirkusa. In šele leta 2017 je prišla naša glavna junakinja Pomni. Njen prihod označuje najbolj kritično točko v vsej zgodovini, saj Pomni vstopi, ko je cirkus že v svojem najslabšem trenutku. A najhujše od vsega je, da se prav tisti dan, ko pride Pomni, zgodi abstrakcija Kofma. Tako Jax ostane popolnoma nemočen brez svoje podporne skupine. In s tem se začne zlom digitalnega cirkusa. Ampak zdaj, kdo bo naslednji doživel abstrakcijo? Morda v zgodbi ne bomo videli, da bi kdo doživel abstrakcijo. Vendar pa obstaja velika verjetnost, da nekateri liki ne bodo več zdržali in bodo na koncu preoblikovani ali v stanju abstrakcije. Tisti, za katerega najbolj mislimo, da bi lahko doživel abstrakcijo, je Jax. Že sam po sebi je imel več trenutkov, ko se je skoraj doživel abstrakcijo. Kjer so nam celo pokazali, kaj liki vidijo, ko že zapadajo v abstrakcijo ali so v tem stanju abstrakcije. Poleg tega je on edini, ki se je najbolj oddaljil od celotne skupine in poleg tega je imel nekaj zelo čudnih vedenj. Še posebej v 8. epizodi, potem ko so imeli pogovor s Kingerjem. Mimogrede imamo video, v katerem govori o tem, kako je Jax povezan z likom Tedom iz zgodbe, ki je navdihnila presenetljivi digitalni cirkus. Pustimo vam ga tukaj, če si ga želite ogledati. Naslednji z možno abstrakcijo je Kinger. On je najdlje v digitalnem cirkusu in je preživel do zdaj, kar je zelo presenetljivo. A vendar je s časom vedno bolj izgubljal razum. Pokazali so nam celo, da sanja o svoji ženi Queenie, ki jo najbolj pogreša. Poleg tega, potem ko mu ni uspelo preprečiti, da bi ga prevzela neka skrb, ki bi ga pripeljala na rob abstrakcije. Naslednji, ki bi lahko padel v abstrakcijo, bi lahko bil Gangle. Je eden izmed čustveno najbolj nestabilnih likov in kadarkoli se lahko zgodi, da ga premagajo lastne misli. To v kombinaciji z njegovimi čustvi ga bo pripeljalo na rob abstrakcije. Ragata lahko pade v abstrakcijo, ker je druga, ki je že zelo dolgo v cirkusu. Poskušala je biti mama vsem. Zdi se celo, da jih želi rešiti. Toda za ostale je le preprosta cunjasta lutka. Ko se bo tega zavedla in to sprejela, ne bo več našla smisla v svojem obstoju, kar bo verjetno povzročilo, da bo padla v abstrakcijo. Zubu bi lahko padla v abstrakcijo, ker je Kane ponovno obudil travmo na najslabši možen način. To ji bo res pustilo pečat in povzročilo, da bo padla v abstrakcijo. Zadnja, ki bi lahko padla v abstrakcijo, bi bila Pomni, saj je v digitalnem cirkusu najmanj časa. Zdi se, da še ni tako uničena kot ostali liki. Vidi se, da je zbrala pogum z vsako od pustolovščin, ki jim jih je dal Kane. A morda, ko odkrije nekaj o cirkusu, česar ne bo mogla prenesti, pride do tiste točke tesnobe, kjer jo bomo videli, kako pade v abstrakcijo. No, prijatelji, kaj pa vi menite o tej kronologiji likov, o tem, kako so prihajali v digitalni cirkus in kako so postopoma padali v abstrakcijo? Imate še kakšen drug lik, ki ga nismo vključili? Vaše komentarje bomo z veseljem prebrali.